En lep dober večer, prav lepo pozdravljeni. Me prav veseli, da smo se lahko dobili v teh časih, ko so se očitno dosti ugodno razpletli in je situacija taka, da je možno spet ponovno kakšne prireditve narediti. Danes se selimo na začetku pravzaprav v Braslovče. Prav gotovo se bomo srečali z gradom Žovnek, ki je pomemben zaradi tega, ker je od tukaj izvirajo v resnici grofje Celjski. Je pa zelo zanimivo, da so te žovneški zelo dokumentirani. Očitno so imeli povezave z glejskimi patriarhi in so tudi kot priče so nastopali ali pa podobno. Več bomo prav gotovo še slišali. Tako da je to ena taka 300-letna zgodovina, naša zgodovina v resnici. Se mi zdi, da je kar malo zapostavljena, čeprav se zadnje čase precej več o tem govori. Za tak uvod bi pa vas opozoril na to, da so v preteklosti na nebu sijale 3 rumene šesterokrake zvezde, tako imenovano ozvezdje Celjskih. Zadnjo priložnost opazovati ozvezdje Celjskih so imeli prebivalci Kranjske, Štajerske, Koroške, Slavonije in Hrvaške. In to dobrih 300 let, od prve polovice 12. stoletja do druge polovice 15. stoletja. Potem je to ozvezdje izginilo in danes ga ponovno odkrivamo. Od konca marca do konca maja bomo nad Gorenjsko lahko opazovali ozvezdje Celjskih. Redka priložnost, ali ne? Po predavanju vas prosim, da se ozrete v nebo in se o tem prepričajte, še prej pa prisluhnimo Milošu Klemenu Mahorčiču. Hvala lepa, najlepša hvala in kaj naj rečem, vesel, zelo vesel, da sem nazaj, da se spet vidimo in se bomo videvali v družbi celjskih grofov, knezov, še prej pa seveda tudi gospodov ali pa svobodnih gospodov žovneških, kot so se najprej imenovali. Dolgo je bilo to obdobje, ko se nismo mogli videti, nismo se smeli videti in vesel sem, da se je to obdobje kot kaže, vsaj začasno, upam pa, da za dlje časa končalo. Poglejte, zgodba celjskih grofov, celjskih knezov, svobodnih gospodov žovneških je zgodba, ki je prav tako naša, kot je tudi hrvaška, madžarska, češka, nemška. Kakorkoli obrnemo to ozvezdje, kot je lepo gospod Vernik omenil, je seveda sijalo nad Evropo, včasih malo bolj močno, včasih malo manj. In to, kar se mi Slovenci pravzaprav zelo, zelo redko zavedamo, ravno s Celjani ali pa žovneškimi, danes bomo o žovneških govorili, je seveda ta naš prostor bil pomemben in to celo zelo pomemben. Namreč Celjski so imeli veliko, veliko dobrih lastnosti in ena od lastnosti, ki bi jo jaz danes recimo poudaril kot eno tipično njihovo lastnost, ki je na žalost tako zelo daleč od nas Slovencev danes, je, da se med seboj nikoli niso prepirali. Družina Celjskih je bila monolit. Monolit, kjer je bil namen vzdrževati družino, premoženje, posesti, vpliv, vse, kar pravzaprav hočete,
dokler je pač to šlo. Komaj kak prepir poznamo, komaj kaka, bomo rekli, neprijetnost je zapisana, ampak bratje, bratranci, kakorkoli že so bili skupaj, so vedno znali držati skupaj. In zaradi tega seveda so bili Celjani nepremagljivi. Edina zadeva, ki jih je v končni fazi pokosila, je bila tista, ki je v veliki meri pokosila tudi mnoge druge velike plemenite rodbine. To je bilo izumrtje kot posledica pomanjkanja potomcev. V tem seznamu, če hočete, slavnih družin, ki so jih iste usode doletele kot Celjane, lahko, če hočete, vam gotovo znane Tudorje, angleške, omenimo, potem recimo ruske Rurike, da ne govorimo naprej. Cela serija dinastij, med katerimi Celjani nikakor niso najmanj pomembni. In videli bomo, kako pravzaprav pametno, kako modro so delovali ti gospodje in gospe, roko na srce. Namreč ne Celjani, pač pa Celjanke, dve, če smo natančni, sta bili tisti, ki sta se povzpeli najvišje. Najprej Ana, ki je postala kraljica Poljske, in potem še veliko bolj slavna Barbara, ki je postala kraljica Češke, Madžarske, Hrvaške in tudi Nemčije, poročena s cesarjem, kasnejšim Sigismundom I in tudi v tem smislu cesarica. Torej, kje začeti? Najbolje, da začnemo z grbom. Grbom Celjanov. Torej, to je grb, kakršen nastane v obdobju 14. stoletja. V 14. stoletju je žovneški gospod Friderik po zaslugi pač ugodnih političnih razlogov postal grof celjski. 2 generaciji kasneje, približno 100 let kasneje, so Celjani posegli še višje, postali so knezi, ampak svojega grba niso spremenili. Torej, to, kar vidite na tej sliki, je grb celjskih grofov, ki je, kot sami lahko vidite, sestavljen grb. Stari grb žovneških je to, kar vidimo v tej črtasti obliki. Torej, imamo načeloma srebrn ščit, torej tukaj je bolj bel, ampak vendarle srebrn, z rdečimi prečkami. Najprej je bila 1, potem sta bili pa 2. In to je grb žovneških, dokler ne postanejo celjski grofje, torej do leta 1341. Potem, ko cesar Ludvik I. Bavarski Friderika povzdigne v grofa, pa ta doda k svojemu grbu te slovite celjske zvezde. Glejte, Celjani, celjski grofje, niso bili tisti, ki so si te zvezde omislili. To je grb neke druge družine, družine Vauberških, grofov Vauberških. Friderikova mama je bila pripadnica te družine in ko je Friderik kot po mojem eden najbolj sposobnih Celjanov ali pa sploh eden najbolj sposobnih ljudi svojega časa uspel si pridobiti Celje in tudi naziv celjskega grofa, ki je bil na novo ustanovljen, je seveda v spomin na prejšnje vladarje Celja in na drugi strani tudi svojo mamo si izbral tudi te zvezde. In ta grb je ostal do konca obstoja dinastije, do smrti Ulrika II., ki, kot vemo, umre
v Beogradu v sredini 15. stoletja. Tukaj imamo rodovno drevo. Kot sami lahko vidite, je zelo komplicirano, hkrati nam malo pomagajo tile grbi. Poglejte, če bomo malo začeli tukaj spodaj. Tu je prvi v listini omenjen Celjan oziroma Žovneški, potem imamo tule Friderika, prvega grofa, in potem tule zgoraj imamo zadnjega, torej Ulrika drugega. Vmes jih je zelo veliko, teh ljudi, gospodov in gospa. Če pogledamo sem, imamo prvo Celjanko na prestolu, Ano, in pa potem naslednja generacija Barbara Celjska. In o tem bomo govorili pri zadnjem predavanju. Iz Barbare Celjske gredo nekateri potomci, ki so bili tako uspešni, da danes njeni potomci vladajo v vseh evropskih državah. Vsi kralji, kraljice, knezi, veliki vojvode, ki vladajo v evropskih monarhijah, so potomci Barbare Celjske. Torej, to je tam nekje v 15. 16. kolenu, če boste zdaj razmišljali, koliko rodov je vmes preteklo. In vmes, to bomo tudi povedali, mnogi slavni politiki so bili kralji, kraljice, recimo Ludvik 14. Je bil tudi potomec Barbare Celjske. In še bi lahko našteli. Torej, Celjani so seveda zelo, zelo pomembni bili in so, bom rekel, kot predniki evropske aristokracije še danes. Glejte, s pomočjo tega rodovnika bi pa zdaj eno zelo, zelo pomembno vprašanje odgovorili. Ali so bili Celjani Slovenci? Torej, to je nekaj, kar seveda je dviguje in bo še dvigovalo kar precej prahu. Če pogledamo, prvi Celjan, tule čisto na začetku spodaj, Gebhard, potem Ulrich, Leopold, potem Herman, pa Friderik, to niso slovenska imena. To niso slovenska imena. Barbara, Ana, to so mednarodna imena in jih najdete seveda v večini evropskih jezikov. Mi o gospodih Žovneških ne vemo čisto natančno, ali kako se je njihova zgodba začela. Bili so pomembni, o tem ni dvoma. Kot je gospod Vernik rekel, kar nekaj listin imamo, ki so seveda vezane na prve Žovneške. Torej, mi dejansko lahko gremo nazaj globoko v visoki srednji vek in se seveda prepričamo, da so že takrat bili in da so bili pomembni. Ampak seveda s tem še vedno ne odgovorimo na vprašanje, ali so bili Slovenci. Morda je po njihovih žilah teklo kaj slovenske krvi, ampak jaz si ne bi upal trditi, da so bili Slovenci. Namreč nekaj je pomembno. Mi imamo sočasno v nekaterih nemških ali pa danes nemških plemiških družinah slovanska imena. Recimo gor na severu Nemčije, tam nekdanja vzhodna Nemčija, so bili pomerjanski grofje, potem knezi in tako naprej, ki imajo na začetku slovanska imena, Rastislav in podobno. Torej, to ni nemško ime. Ravno tako kot Ulrich ni slovensko ime. Je pa seveda res, da so Žovneški in kasneje Celjski vladali velikemu območju, ki so ga poseljevali Slovenci in seveda tudi drugi narodi. Pripisati jim pa neko slovensko željo po združitvi slovenskega prostora in tako naprej je malo romantično, morda celo malo neodgovorno. Ampak o teh stvareh se da zelo lepo pogovarjati, bomo rekli, in
konec koncev neki take mitologije, tudi mi rabimo in tudi o tem bomo še potem predvsem pri zadnjem predavanju, ko bomo omenjali, kako in kaj je seveda z celjskimi bilo potem, ko izginejo z političnega prizorišča, ko postanejo legenda, pravzaprav kako je s tem bilo in je še vedno. Torej, če gremo naprej, mi se bomo dotaknili nekaterih vodilnih osebnosti. Recimo prvi tak gospod, ki ga moramo omeniti, je bil Konrad I. Žovneški, eden prvih v tej družini. Tukaj je njegov domnevni portret, pomemben je pa to, zakaj. Glejte, Konrad ni bil vladar, Konrad ni bil bogat, ampak Konrad je bil tako rekoč idealni vitez. Bil je umetnik, bil je pevec, bil je izredno dober na turnirjih in to tako dober, da se seveda o njem piše tako daleč, kot je recimo Heidelberg. Veste, kje je Heidelberg gor? Ob Renu, ob Nekarju. In vam bom, ko pridemo do njega, seveda povedal, kaj je pravzaprav tako zelo posebnega na njem. Potem imamo Friderika I. Tukaj lahko vidite sicer v bolj slabem stanju, ampak vendarle njegova grofovska diploma. Torej, prvi grof in bomo rekli največji podjetnik med Celjani. Torej, to, kar je on uspel v svoji dolgi vladi, čez 40 let dolgi vladi, pridobiti enih posesti, je mali čudež. Recimo, ko je zavladal, je imel 5 posesti, ko je umrl, jih je imel čez 30. In to ko rečem posesti, ne mislim njive, mislim gradove, mislim hektarje, stotine hektarjev posesti. In on je pravzaprav tisti, ki je nujni predpogoj bil, da so se Celjani potem v politiki Svetega rimskega cesarstva in Ogrskega kraljestva tako povzpeli. Potem pa prva Celjanka, Ana Celjska, prva kraljica iz te družine, kraljica Poljske. In poročena ni bila kar tako enim kraljem, pač pa z prvim kraljem iz dinastije Jageloncev, Vladislavom II., ki je bil hkrati tudi veliki vojvoda Litve. Torej, Ana, ki je bila zelo, zelo pomembna ob svojem možu, ki jo je cenil, spoštoval, je vladala ozemlju od Baltika dol do Črnega morja. Recimo kraje, v katerih nažalost nam zdaj dnevno poročajo, tudi torej to, kar je danes Ukrajina, so bili njeni. Ona je, bom rekel, z možem vladala tam. Potem seveda Herman. Herman II., ki je, tukaj je odlomek iz ene slike, v bitki pri Nikopolju v današnji Bolgariji pomagal cesarju Sigismundu I. in s tem se je seveda začel vzpon družine Celjskih. Vzpon, ki ga je pravzaprav zapečatila poroka Barbare, torej Hermanove hčerke, z samim cesarjem. Torej, Celjani so bili v tem trenutku evropska dinastija par excellence. Imeli so veze z Arpadoviči ali pa Arpadi, torej madžarsko družino, z Anžuvinci, z Luksemburžani, z Jagelonci, pa s polovico Balkana, kot Romaniči, Brankoviči. Torej, lahko bi rekli, da so v tem smislu delovali zelo podobno kot njihovi nasprotniki, rivali, Habsburžani. Smo imeli priliko o njih govoriti in veste, kako so se dobro poročali. In Celjani so se tudi, pravzaprav so se prej uspeli dobro poročati, preden da so sploh postali zelo pomembni v državnem nemškem merilu, seveda. Friderik II., tudi njega bomo imeli. Vsi poznate njegovo tragično zgodbo z še bolj tragično Veroniko Deseniško. In v končni fazi seveda bomo zaključili z
Ulrikom II., ki je bil že tak pravi predrenesančni knez z neizmernimi ambicijami, ki če bi mu uspele, dajmo tudi mi malo vse fantaziji prepustiti, bi morda Celje bilo danes ne samo glavno mesto Slovenije, pač pa glavno mesto Madžarske. Ne bi bilo čisto nič nemogočega. In seveda, na žalost ali pa na srečo, pustimo to, se to ni zgodilo. Ampak preden da seveda pridemo do vseh teh velikih oseb, se moramo vrniti k koreninam. Torej, pred sabo vidite en predmet, ki sem ga vam že tudi kdaj prej pokazal, torej krono Svetega rimskega cesarstva. Krono, ki simbolizira neko državo, ki je danes ni več, znotraj katere je seveda bila usoda celjskih, bomo rekli, začeta in končana. Namreč gospodje Žovneški, kot začetniki te družine, so bili seveda tisti, ki so bili svobodni gospodje v Svetem rimskem cesarstvu. Friderik I. potem postane grof ta istega cesarstva in kasneje postanejo Celjani tudi knezi Svetega rimskega cesarstva. Torej, največ, kar je bilo možno izven cesarske rodbine. Torej, Sveto rimsko cesarstvo je naš oder, na katerem nastopajo Celjani. Potem je zraven sicer še Madžarska, ki je pa tako vendarle, glede na celotno družino, stranski oder, ampak pomemben. O tem se bomo še prepričali. Dajmo seveda pogledati, kaj pravzaprav je Sveto rimsko cesarstvo. Tukajle imate, torej SCR, kratica za Sveto rimsko cesarstvo, to državo, ki je seveda bila taka, kot vidimo, okrog leta 1100. Torej, malo preden lahko začnemo govoriti o Žovneških. Vidite ogromno območje, ki pa, in to je za nas seveda zelo pomembno, je obarvano z različnimi barvami, vsaka seveda nekaj pomeni, in kot lepo vidite, območja, nekatera območja so črtkano obarvana. Tukajle, tule na vzhodu, ozemlje Slovenije, Benečije, Avstrije, to so črtkana ozemlja. Kaj to pomeni? To so območja, ki so bila takrat, govorimo o času okrog leta 1100, zelo slabo poseljena območja. Zakaj? Zaradi tega, ker so bila mejna območja, tako imenovane marke, krajine. Že sama beseda krajina, v slovenščini, mora v nas buditi neko zanimanje, neko pozornost. Namreč s tem izrazom označimo pokrajine, ki so na meji, kjer se veliko vojskuje, kjer seveda ni še določena meja. Nažalost, imamo, bom rekel, skoraj tako nomen est omen, Ukrajina. Bila je seveda še kakšna druga krajina, za nas seveda so pomembne te krajine na območju današnje Slovenije. Glejte, tam, kjer imate na zemljevidu strnjeno barvo, pomeni, da so bila ozemlja že razdeljena. Torej, cesarji so ta ozemlja že dali v fevd. Tam, kjer imamo pa črtkano, pa seveda ta ozemlja niso bila določena
In v tem pogledu seveda so bila to tista ozemlja, po katerih so hlepeli plemiči. In med tistimi plemiči, ki seveda jih moramo omeniti, kajti z njimi je povezan pravzaprav začetek žovneških, so seveda plemiči, ki so prihajali iz res v ožjem pomenu nemškega prostora. Mi vemo, da so v času okrog leta 1100 fevde na območju današnje Slovenije, ki je bila razdeljena na številne te marke, po slovensko krajina, recimo, da je bila včasih obmejna dežela, se lepo vidi še danes v avstrijskem izrazu za Štajersko, Steiermark, tudi Avstriji so dolgo časa pravili Ostmark, torej vzhodna marka oziroma vzhodna krajina. Torej, na to območje pridejo nemški fevdalci z Bavarske, Saške, torej iz območja, torej Bavarska je tukaj, Saška je tule gor, torej ti ljudje pridejo vsem na to območje. In za nas je seveda zelo pomembna družina, tako imenovana vilhelminska družina bavarskih vojvod, ki pride na ozemlje Koroške, Štajerske in pa to, kar je danes tudi Krajinska. Zdaj, če pogledamo 100 let kasneje ta prostor Svetega rimskega cesarstva, sami lahko vidite, kaj se je zgodilo. Ko ena taka lepljenka je. In to je seveda ena zelo pomembna, en zelo pomemben podatek, en zelo pomemben element, ki govori o tem, kakšno je bilo tedaj življenje. Torej, vladarji so svojim zaslužnim pomočnikom dajali zemljo. Namreč vi morate vedeti, v tem času, torej rečemo v 12. stoletju, ko imamo prve žovneške, denar ni veljal nič. Bilo ga je malo, nerodno je bilo z njim delati, govorim seveda za območje Svetega rimskega cesarstva in edino plačilno sredstvo, ki je nekaj veljalo, je bila zemlja. In ta zemlja je bila v lasti koga? Vladarja, torej cesarja, cerkve, za naš prostor seveda ne smemo pozabiti oglejske patriarhije, potem škofij, Brixen, Freising, Krka, Salzburška nadškofija in pa nekateri veliki fevdalci so bili tudi lastniki svoje zemlje. In to zemljo so potem vladarji, veliki fevdalci, dali svojim zaveznikom v fevd, kar je pomenilo, tista zemlja, ki je bila dana v fevd, jo je prejemnik izkoriščal, pač na njej živel, od nje živel, v zameno je pa svojemu fevdalnemu gospodu določene službe vršil. Predvsem seveda v smislu udeležbe na vojni, ker vojn je bilo seveda zelo, zelo veliko. Zdaj, če za trenutek skočimo nazaj, poglejte, kako enotno obarvana je tu karta, kako neenotna je tukaj, kako barvno lepša je zdaj. Zakaj tako? Poglejte, v tistem času je bil en velik problem, pravzaprav dva, ki sta bila pa tesno povezana. Na eni strani so imeli plemiči veliko otrok. Družine s 5, 6 otroki so bile že majhne. Poznamo to iz Habsburžanov, pri Celjskih je bila to prej izjema kot pravilo. Druga zgodba, ki je pa nažalost pri Celjskih bolj pravilo kot izjema, je pa, da so te družine izumirale. In ker je bilo veliko otrok na eni strani, na drugi strani pa veliko prilik, da je kakšna družina izumrla, pomeni, da je bilo ob izumrtju družine seveda tudi veliko dedičev. In še nekaj, če je bilo več otrok,
govorim predvsem o fantih, pa tudi dekleta so bila soudeležena, je seveda pomenilo kaj? Da bo treba ob smrti očeta imovino deliti. In tako se kot sami lahko vidite, to Sveto rimsko cesarstvo deli in recimo absurdna situacija nastopi, precej kasneje, kot Celjanov že ni bilo več, torej v času 17. stoletja, ko imamo v Svetem rimskem cesarstvu približno 2500 držav. Torej, nepredstavljivo, ampak tako je bilo. Ravno zaradi tega deljenja, dedovanja. In seveda, fevdi so prihajali iz roke v roke, skoraj tako kot pa danes bankovci ali pa kovanci, torej denar. Torej, nekdo je imel velik fevd, imel je 5 otrok, 4 sinove, delil na enake dele, en del, ker ni imel gotovine, je dal seveda hčerki tudi za doto. Ta je potem ta svoj del dala recimo svojemu sinu in tako naprej. In ta posestva so prehajala iz roke v roko in včasih lahko gledamo po teh knjigah, po teh listinah, da je kakšna posesta tudi parkrat na leto lahko zamenjala. Namreč ti si posest ne samo, če si jo dobil, lahko si jo dal v fevd, lahko si jo zastavil, marsikaj se je lahko zgodilo. Zakaj to omenjam? Namreč brez seveda tega čisto specifično srednjeveškega načina kopičenja, deljenja in izgubljanja posesti bi žovneški nikoli ne postali Celjani. Že sami žovneški so bili zelo sposobni, so se znali okrog obrniti, ampak Celjani, potem predvsem z Friderikom, so bili seveda izredno vešči, kar se tiče vsega tega. Poglejte, tukaj pa imamo iz 15. stoletja eno veliko knjigo, ki govori o plemstvu Svetega rimskega cesarstva. Torej, tukaj so upodobljene z svojimi grbi največje plemiške hiše. Torej, dežele in njihovi vladarji, ki so v cesarstvu nekaj pomenili. Morate si predstavljati, da ko je bila ta knjiga tisnjena, gre za tiskano knjigo, je seveda bilo v državi nekaj 100 manjših državic. In biti na naslovni strani je pomenilo, da nekaj veljaš. In seveda, evo, tukaj le imamo Cili, piše, Celje. To so državni grofi. Morda se komu zdi, so tam repu, na koncu. Ampak poglejte, to seveda v tistem času je bilo zelo veliko. Recimo za lep primer, tukaj le imate Hessen. Hessen je danes nemška zvezna država. Družina Hesenskih je dala ne vem koliko knezov, volilnih knezov, vojvod, 2 sta postali ruski carici, smo jih omenjali, ko smo o Romanovi govorili. Torej, biti tukaj, na tej strani, označen z svojim grbom, je pomenilo vse. Bil si nekdo, z veliko začetnico. In Celjani so definitivno to bili. In bomo še parkrat na take in podobne upodobitve prišli, da se bomo spomnili, kako velik pomen so Celjani imeli. Zdaj pa seveda, mi govorimo o Celjanih, o žovneških. Če kogarkoli od vas vprašam, kje je Celje, boste rekli na Štajerskem. Ampak dobršen del obstoja te družine Celje ni sodilo k Štajerski, to je šele od začetka 14. stoletja, pač pa je bilo del tako imenovane Savinjske marke oziroma Savinjske krajine. Ob propadu Celjske hiše leta 1456 so Celjani imeli približno 150 posesti.
malo sem pobrskal in na Gorenjskem našel te. Gotovo jih je še več, ampak to so v glavnem posesti, ki so seveda bile celjske v 15. stoletju, torej v času, ko so bili na svojem vrhuncu. Torej tudi bližnja Radovljica je bila zraven, Bled seveda ne, vi ste imeli svoje škofe, oddaleč Begunje, torej grad Kamen, vem, da ga vsi poznate, in še en kup drugih krajev. Torej to, da so Celjani bili na Gorenjskem prisotni, gotovo veste. Moram pa reči, da seveda je tudi mene presenetilo, koliko posesti so v tem delu Slovenije imeli. Namreč, zakaj? Glejte, ena od temeljnih želja vsake plemiške hiše je bila zaokrožitev posesti. Pomeni, da so seveda si želeli posest, ki je meljila na njihovo, da bi jo zaokrožili, povečali. In to so Celjani seveda počeli, ampak seveda večkrat so segli tudi po posestih, ki so bile oddaljene. Vi morate vedeti, da recimo Radovljica je bila za Celje vendarle oddaljena. Ni bila na Štajerskem, bila je na Kranjskem, in seveda tudi, bom rekel, ni bila tako blizu, da bi se recimo radovljiška posest dotikala posesti, osrednje posesti celjskih. V tem času so seveda celjski bliže mnogo bolj madžarsko plemstvo, kot pa plemstvo Svetega rimskega cesarstva, ampak vendarle. Ta fevdalna razdrobljenost, ki smo jo prej gledali na zemljevidu cele Nemčije, je bila seveda tudi tukaj na, bom rekel, naši mikrolokaciji prisotna. Saj sami veste, če pogledate, gotovo ste o tem, bom rekel, znotraj društva že veliko povedali. Samo Gorenjska je bila razdeljena med številne plemiške družine, cerkvene lastnike in tako naprej. Pa če gledamo, če primerjamo Gorenjsko z vsem Svetim rimskim cesarstvom, je seveda to en majhen košček, pa še ta je bil razdeljen. Torej, gre za seveda eno tako zanimivost, na katero moramo ves čas misliti, kako pravzaprav široko so bili Celjani prisotni. Tudi na Goriškem, tudi na Koroškem, Dolenjskem, seveda tudi v Istri in jasno, in to je še seveda zelo pomembno, preko meja današnje Slovenije. Torej, zgodba se začne na gradu Žovnek. Gor malo nad Braslovčami, na robu Savinjske doline, na zahodu Savinjske doline, so razvaline tega gradu, ki ga, mislim, da že vsaj 20 let, če še ne več, obnavljajo, in ga bodo še obnavljali. Konec koncev je to grad, iz katerega izidejo žovneški gospodje oziroma se imenujejo po tem gradu, in kot sem že omenil prej na začetku, so seveda iz teh kamnov ven zlezli številni evropski vladarji. Kakorkoli se zdi morda ta grad nepomemben, je dejansko sila pomemben. Ne samo, ker je to začetek pomembne vladarske hiše, pač pa tudi iz enega drugega razloga. Namreč grad Žovnek je eden najstarejših v Sloveniji, torej kamnitih gradov, grajenih iz kamna. Vemo, da segajo prvi zidovi tja v začetek 12. stoletja, tam okrog leta 1130, kar je seveda za naš prostor zelo, zelo zgodaj. Namreč mnogi gradovi, ki stojijo danes po Sloveniji,
ki so v veliko boljšem stanju, kot je žolnek, so seveda mlajši. In zato nas tudi seveda po svoje ne sme presenetiti, da je žolnek v slabem stanju, da ga zdaj obnavljajo. Vem, da je taka skupina prostovoljcev zelo zagretih, ki seveda na tem dela. Vem, da ste bili, mislim, da 18. Tule okrog, ste gotovo videli, kako je stanje. Pa zadnjič je bilo celo nekaj po televiziji, kaj seveda se vse tu dela. In prav je tako. Torej, žolnek je začetek te zgodbe, te pomembne družine. Torej, kdo je prvi žolneški, ki je omenjen v listinah? Torej, gre za gospoda Gebharda I. Vidite približno, kdaj je živel, torej rodil se je v prvi polovici 12. stoletja in pravzaprav živi skozi vso sredino tega obdobja. Kaj mi vemo o njem, je pravzaprav najbolje rečeno malo. Ampak vendarle gre tu za eno zanimivo zgodbo. Namreč gospod Gebhard tudi ni padel z neba, od nekod je moral priti. In tukaj v zgodbo vstopi Ema, Savinjska ali pa Krška, kakor hočete, sveta Ema, tudi, ki je seveda povezana z nastankom te družine žolneških. Kako? Glejte, če se spomnite, malo prej sem omenil, da so plemiči iz nemškega prostora prihajali sem na vzhod države, ker je bila tu zemlja nerazdeljena. Med takimi plemiči je bil tudi Emin mož, Viljem II., mejni grof Savinjski. Torej, Savinjska marka, mi bi rekli, bolj ali manj celjska kotlina, pa tudi seveda sega dol recimo do reke Krke, pa do reke Ljubljanice, pa potem vse dol do, bomo rekli, današnje hrvaške meje. Torej, to je bila ena od obmejnih pokrajin Svetega rimskega cesarstva. Emin mož, Viljem II., je bil tukaj vladar. Zanimivo je, torej, ta gospod je umrl leta 1135, bil je umorjen in ravno tako naj bi bila umorjena oba Emina sinova. Ema, njen mož in sploh družina so živeli v Brežah, gor na avstrijskem Koroškem. Ema je leta 1135 postala vdova in seveda zelo bogata vdova. Kot je bilo v navadi v tistem času, se seveda zdaj premoženje deli. Ker Ema ni imela potomcev, posledično sedaj tudi Viljem ni imel, je Ema dobila dobršen del premoženja, ki ga nameni, kot veste, za ustanovitev ženskega samostana v Krki, ki kasneje postane škofija, in še danes imamo krško škofijo na avstrijskem Koroškem, njen sedež seveda je danes v Celovcu. In seveda drugo premoženje se razdeli po sorodstvenih vezah. Epštajni, Vovberški, Ortenburžani, Ptujski in še nekateri drugi plemiči, v glavnem so bili to pripadniki grofovskih hiš, dobijo vsak svoj kos tega ogromnega premoženja. In zdaj seveda vprašanje, kako v to zgodbo pašejo žolneški. Glejte, čist natančno se ne ve, kakšni so bili odnosi med žolneškimi in pa Emo. Torej, veliko zgodovinarjev, ki se s tem ukvarja, je mnenja, da je bil oče
prej omenjenega Gebharda I., odvetnik krškega samostana. Zdaj, ne moramo si predstavljati odvetnika v tistem času ravno tako, kot pa danes, ampak delno pa je to bilo tako. Zakaj to omenjam? Vi sami veste, odvetniki, ki imajo bogate stranke, so po pravilu tudi sami bogati. In krški samostan je bil bogat, kar je pomenilo posledično, je bil tudi oče od tega Gebharda bogat človek. Zdaj, nekateri gredo tako daleč, da seveda pravijo, da naj bi bili ti Žovneški celo Emini sorodniki. Ne povedo kako, po kateri liniji, kako blizu, bi pa bilo seveda to verjetno. Konec koncev Ema je gotovo to odvetništvo nad samostanom zaupala nekomu, ki je bil blizu. Zakaj ne bližnjemu sorodniku? V tem primeru, če bi to držalo, je malo več verjetnosti, da je v Žovneških tudi nekaj slovenske krvi. Torej, za Emo pravijo, da je imela vsaj delno slovenske, slovanske prednike. Njen mož je bil čistokrvni Nemec, Ema pa seveda naj bi bila vsaj malo slovenske krvi. To so še posebej razlagali, ko seveda je bila Ema razglašena za svetnico, češ da imamo tudi Slovenci en košček tega svetniškega sija zdaj, ker je pač Ema bila malo naša. Tudi kakorkoli, to ni toliko pomembno. Dejstvo je, da se Žovneški pač nekje postavijo na noge s pomočjo te gospe. Rekel sem, prvotno so bili Žovneški svobodni gospodje. Zdaj, če gledate v ta izraz v nemščini, je to izraz Freiherr, svobodni gospod. Mi to tako prevedemo. Če bi gledali pa tako seznam ali pa listo plemiških nazivov, bi pa lahko temu rekli tudi baron. Torej, baron, izraz, ki ga tudi mi poznamo, je pa res, da je beseda svobodni gospod bolj opisna, več pove. To je kaj? Nekdo, ki je imel ta položaj ali, če hočete, položaj barona, je seveda bil A, svoboden in B, je bil gospod. Pomeni, da ni bil kmet, ni bil meščan, ni bil trgovec, bil je plemič. In Žovneški so, o tem ni nobenega dvoma, bili ugledni. Namreč, gledajte, v tem času in še prej pa jasno tudi kasneje, je seveda ugled neke družine se meril tudi po tem, kolikokrat so omenjeni v kakih listinah. Danes si to seveda tudi lahko na nek način predstavljamo. Konec koncev, če se oseba ne pojavlja v medijih, pač ni slavna, ampak tu ne gre za slavo, tu gre za nekaj drugega. Listine so bile v tistem času izredno redka stvar. Namreč, danes, ko smo zasuti z gorami papirjev, to težko verjamemo, v tistem času so bile listine na pergamentu. In pergament je bil hudo draga in redka stvar. Torej, niso glih vsake stvari zapisali. Če pa so jo, če je šlo za poroko, če je šlo za dedovanje, če je šlo za posojilo, mislite še kaj, so te listine bile pečatene, kar je pomenilo, da so seveda o pravni vrednosti, o seveda verodostojnosti te listine jamčili
ljudje, ki so na to listino prispevali svoj pečat. Pečat, veste, da je pač ponavadi bil odtis družinskega simbola, grba, v pečatni vosek. In določene pogodbe imajo, seveda določene listine, več teh pečatov. In ravno z Gebhardom I., ki smo ga prej omenili, se začne pojavljanje žovneških gospodov. Torej imamo listine, na katerih je naveden ta in ta gospod, torej Gebhard žovneški, von Zovnek, kot se v Nemčiji je reklo. In seveda, kar je zelo zanimivo, 2 ali 3 listine so ohranjene, kar je za 12. stoletje hudo veliko, predvsem pa za naš prostor. In kaj je zanimivo? Namreč, da se žovneški pojavijo takoj za, če so prisotni kaki vladarji, potem cerkvena gospoščina, potem pa že žovneški. Torej so bili že v tem času, torej čisto na svojem začetku, žovneški ugledni, pomembni. Seveda niso bili, bom rekel, pomembni v kontekstu celega Svetega rimskega cesarstva, ampak bili so pomembni v tem lokalnem prostoru. K temu pa veliko pripomore tudi soseščina. Glejte, posestvo žovneških, govorimo o gradu samem in pa pripadajoči zemlji, je mejilo na posesti številnih drugih pomembnih fevdalcev. Med njimi je seveda zelo ključna posest oglejskega patriarha. Glejte, vi veste, da si je slovensko nacionalno ozemlje v tem času cerkveno gledano, pravzaprav sta si delili 2 pomembni inštituciji. Oglejski patriarh in salzburški nadškof. Meja je šla nekje po reki Dravi. Torej vse, kar je bilo južno in zahodno od Drave, praktično večji del slovenskega prostora, je sodilo pod Oglej. In oglejski patriarhi so imeli veliko posesti, med katerimi je seveda bil, kot tule vidite, samostan v Gornjem gradu, Oberburg piše tam gor. To je sicer grafika iz 17. stoletja, torej veliko kasneje, ampak mi vemo, da je pravzaprav oglejski patriarh ustanovil benediktinski samostan v Gornjem gradu okrog leta 1130. In lahko rečemo, da je seveda oglejski patriarh s tem na nek način, kot bomo videli kasneje, žovneškim omogočil velik vzpon. Namreč že zelo hitro se žovneški pojavijo kot odvetniki tega samostana. Apropo, Gornji grad je bil edini benediktinski samostan na slovenskih tleh. Danes mi benediktincev v Sloveniji nimamo. Imamo številne druge redove, benediktincev pa nič več. In tudi, če gledate to grafiko, je seveda samostanska cerkev precej drugačna, kot je danes tista velika baročna zgradba. Torej, mi bi rekli, Gebhard I. je zelo dobro postlal vse skupaj in njegovi nasledniki so na tem tudi dobro gradili. Torej, Gebharda I. sledi sin, Gebhard II. Mi v tem času, tukaj imamo letnice, ki še niso čisto, tako bomo rekli, fiksne. Vidimo pa, da je Gebhard II. Zelo dolgo vladal. Ne vemo, kdaj se je rodil. Vemo, da leta 1973 nasledi očeta in vlada potem prva 3 desetletja 13. stoletja. Torej dolgo. Zdaj rečem vladal. Vladal seveda na tem svojem majhnem območju. Namreč nekaj je, ker so bili žovneški
svobodni gospodje, je to pomenilo, da so seveda pokorni oziroma podložni samo glavnemu fevdalcu, to je bil cesar, cesarju Svetega rimskega cesarstva. Noben drug vojvoda, mejni grof v njihovi okolici ni imel nobenih pravic nad njihovo posestjo. In to je bilo seveda zelo veliko. Ne je bila ta posest še tako majhna, ampak, če hočete, so bili žovneški v tistem času neka mikrodržavica. Bili so tako majhni, nepomembni, da smo lahko prepričani, da cesar sploh ni vedel, da obstajajo. Kaj hočem reči? Bili so zelo svobodni. Ta izraz svoboden gospod je v dani situaciji še kako zelo, zelo pomemben. Glejte, o Gebhardu II. Pravzaprav vemo bolj malo, imamo pa listino z pečatom opata iz Gornjega Grada, vidite v tem lepem ovalni obliki z opatovo podobo. Opatu je bilo Ulrik ime. In zakaj je to zanimivo? Glejte, opat Ulrik je žovneškim podelil privilegije nad župnijo v Braslovčah. Braslovče so kraj, blizu katerega je grad Žovnek, in opat, pod katerega posest je sodila ta župnija, je zdaj župnijo dal v upravo žovneškim. Pomembno ali nepomembno? Seveda je pomembno. Čeprav Braslovče nikoli niso bile veliko mesto, je vendarle s tem žovneški gospod dobil pravico vplivati na izbor župnika in seveda je imel pravico tudi do določenih dohodkov v zvezi s tem. Zdaj, to ni bilo neko veliko premoženje, smo si na jasnem, ampak vendarle. Namreč postopoma, skozi generacije je seveda prišlo do tega, da je takih pravic bilo vedno več in več in dohodkov je bilo tudi več in več. Veste, žovneški in celjski so se strogo držali tistega slavnega pravila zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača, in to jim je še kako koristilo. Pomembno je tudi to, da opat Ulrich Gebhardu II. Obnovi pravico do zastopanja opatije v Gornjem Gradu, torej do odvetništva. Zdaj boste rekli, kaj so pravzaprav ti odvetniki počeli. V bistvu so v pravnih sporih, ki so bili kar naprej prisotni, zastopali interese opatije. Namreč sodišča so bila cerkvena, ampak ta so seveda o cerkvenih stvareh odločala. O zemljiško-pravnih stvareh pa so odločala seveda posvetna sodišča in v takih primerih so nastopali odvetniki posameznih gospodov, v tem primeru kot odvetniki gornjegrajskega opata in s tem seveda tudi zastopniki interesov oglejskega patriarha v tem delu, bomo rekli v Savinjski marki, nastopajo žovneški. In to je bilo seveda ugledno in to je bilo seveda tudi dobičkonosno. Ugledno pa seveda zaradi tega, očitno so bili žovneški zelo uspešni pri tem, namreč ta isti opat, torej Ulrik, gornjegrajski, žovneškim podeli posebno pravico. Namreč, da lahko svoje družinske člane pokopljejo v samostanu. Torej v Gornjem Gradu. In prva grobnica žovneških je bila v Gornjem Gradu. Šele, ko je Friderik I. postal grof v Celju, je seveda v celjskem minoritskem samostanu nastala grobnica in tam so potem pokopani vsi
Celjani in Celjanke, razen Friderika II., ki je pokopan v kartuziji Pleterja. Torej 2 grobnici imamo in prva družinska grobnica je vezana na samostan v Gornjem Gradu. Glejte, še ena pomembna stvar. Gebhard II. Je podobno kot njegovi nasledniki bil velik mojster pri kopičenju posesti. In tako dobi v posest tudi grad Lemberg. Kaj je od njega ostalo, vidite, torej ena gomila pri Poljčanah, in ta grad postane drugi dom. Torej, mi bi rekli tako, uradna rezidenca je bil grad Žovnek, grad Lemberg pa je druga rezidenca te družine. Kasneje je bilo teh rezidenc še in še in še in še. Torej, ko so bili Celjani enkrat knezi, so imeli svoje hiše, palače, če hočete, v Budimpešti, na Dunaju, Krškem, Zagrebu itd. Ampak tu je začetek. In mi večkrat vidimo pri naslovih, vidimo recimo Gebhard II. Von Žovnek und Lemberg. Torej, in ta Lemberg je bil v 13. stoletju zelo, zelo priljubljena lokacija. Radi so hodili žovneški tja, celo raje so tam bivali kot pa na Žovneku, vse dokler seveda ne postane Celje njihova rezidenca. Torej, Konrad I. Žovneški je pa tisti gospod, o katerem vemo nekoliko več, prej sem ga že omenil. Vidimo, da imamo bolj natančne podatke, torej bil je star 27 let, ko je postal poglavar družine, ko je njegov oče umrl, in leta 1255 je umrl, star 55 let. Torej, Konrad je zelo, zelo zanimiva figura. Drugačen je bil, kot pa njegovi predniki. Namreč Konrad se zelo uveljavi v umetnosti. V tisti umetnosti, ki je bila tisti čas najbolj cenjena. To pa je bilo romantično pesništvo trubadurjev, oziroma, kot se po nemško reče, Minnesänger. Poglejte, najslavnejši trubadur tega časa, govorim v nemškem prostoru, je bil tale gospod, Ulrich Lichtensteinski. Za Lichtensteiner ste seveda vsi slišali. To je slovita plemiška družina Štajerske, ki je se vzpenjala, lahko rečemo, vzporedno z žovneškimi, bomo videli, celo povezani so bili, samo da so Lichtensteini seveda se povzpeli še višje in kot veste, danes vladajo državi, ki se imenuje po njih. Saj je majhna, ampak danes so Lichtensteinski najbolj bogata družina v Evropi. Lichtensteinski knez, potomec tega Ulrika, je pač najbogatejši vladar, sploh posameznik v Evropi. Torej so zlezli še malo višje. Čeprav so knezje, tako kot so bili Celjani v 15. stoletju. Torej Celjani so se prej povzpeli, nažalost, seveda niso prišli potem naprej, ker izumrejo. Lichtensteini pa seveda do danes ohranjajo naziv in premoženje, in to ogromno. Ampak Ulrik seveda je bil pesnik, potujoči pesnik, ki je bil pa zvezda svojega časa. Tule imamo eno zanimivo grafiko iz 19. stoletja, ki seveda prikazuje prihod Ulrika Lichtensteinskega na turnir. Torej, šlo je za turnir, ki je postal, skoraj lahko rečemo, svetovno znan. Turnir se je odvil v Brežah. Ne vemo, a je v resnici se sploh ta turnir odvil, ampak ni pomembno. Ulrik ga je opisal v svojih pesmih. Napisal je zgodbo o tem turnirju, ki je dolga, mislim, da je 3000 verzov.
Torej grozljivo velika stvar, ki velja za eno največjih literarnih umetnin tega časa. Ne samo na območju, rekli Slovenije, Štajerske, Avstrije, ne, v vsem tem obdobju. Namreč to je čas, ko so bili trubaduri izredno cenjeni, tako v Franciji, Italiji, Angliji in v nemškem cesarstvu, in Ulrik je bil tako rekoč vladar teh. In tudi vidite njegov prihod na konju s kitaro, ostali plemiči stojijo, on je na konju, torej poudarjeno, kako zelo pomemben je. In zakaj vam se to pravi? Poglejte, Ulrikove pesmi, Ulrikova pesnitev se je ohranila. In Ulrik je na začetku te pesnitve kot glavnega igralca postavil našega Konrada Žovneškega. Ulrik opiše tega gospoda, kako je bil plemenit, kako dober borec je bil, v najbolj laskavimi besedami ga opiše. Zakaj? Iz dveh razlogov. Prvič, Konrad, to vemo, je bil tudi sam pesnik. Pisal je pesmi, celo ohranile so se. Po drugi strani je pa seveda Ulrik na tem turnirju, ker je bil tudi vitez, seveda, se spopadel z Konradom in ga seveda premagal. In lahko razumemo pesnika. Svojega nasprotnika je povzdignil, kolikor je mogel visoko, da je seveda zmaga nad njim bila še toliko bolj herojska. Ker če bi bil Konrad neko ničevo bitje tam, seveda bi zmaga ne veljala veliko. Mi lahko rečemo, da je seveda Ulrik tu uporabil veliko pesniške svobode, ampak to ne zmanjša dejstva, da je bil Konrad priznan pesnik. Priznan do te mere, da ko okrog leta 1300, torej bomo rekli 50-60 let kasneje, nastane v Heidelbergu, to sem prej na začetku omenil, ena velika zbirka nemške literature tega časa, torej nemških Minnesengerjev, so avtorji, ki so to, rečemo, enciklopedijo ali pa antologijo srednjeveškega ali pa visoko srednjeveškega nemškega pesništva zapisali, so not vključili tudi Konrada Žovneka. To pomeni, da je morda Žovnek bil mali grad v Savinjski marki, ampak njegov gospod je bil pa kulturno na izredno velikem nivoju, visokem. V nemškem prostoru je seveda nekaj pomenil, torej o njem se je govorilo. Mi smo že prej na začetku slišali, ko je gospod Vernik rekel, kako pomembni so bili. In res so bili. Namreč, vi morate vedeti nekaj. Žovneški v času Konrada seveda še niso bili, bomo rekli, kaj veliko več kot navadni baroni. Ampak bili so očitno zelo kulturni. Zakaj to poudarjam? Poglejte, sočasno imamo goriške grofe, ki so bili grofje tudi tirolske in celo nekaj časa v koroški vojvode, in sodobnik Konrada ni znal niti pisati. Ta je pa pisal pesmi in to tako dobro, da so veljale za ene najboljših v nemškem prostoru. Okay? Torej vidimo, da naš prostor v tistem času ni bilo tam neko slepo črevo nemške države, pač pa je samo vsaj v kulturnem smislu bilo čisto enakovredno velikim centrom, velikim mestom, in o Konradu se je govorilo daleč naokrog. In to je seveda izredno pomembno. Mi bomo seveda tu še vedno, tu pa tam omenili, kako so žovneški in pa Celjani vplivali na kulturo, na umetnost, ampak po svoje je kar ironično, da seveda ne najdemo kasneje nikoli več tako pomembnega kulturno delujočega Celjana oziroma žovneškega, kot je bil ravno Konrad prvi. In to je
nekaj zanimivega. Dejansko je vpliv Žovneških in Celjanov na umetnost, na kulturo bil tolikšen, da so slovenski zgodovinarji mnenja, da če bi Celjani preživeli tja do konca 15. stoletja ali še naprej, bi seveda Celje bilo eno od velikih središč renesanse. Nažalost, tik preden je renesansa prišla k nam, Celjani izumrejo. Torej, pomembno je, da vemo, da so ti gospodje, ki so bili vojskovodje, ki so bili zelo podjetni, imeli tudi kulturno žilico. In z tega vidika seveda je Konrad eden res velikih v tej družini. Torej, zdaj pa seveda pridemo do enega problema. Za razliko od večine žovneških in kasneje Celjanov je imel Konrad veliko otrok. 6, če smo natančni. 4 fante in 2 hčerki. In tukaj, seveda zdaj pride do tega, kar sem vam prej omenil. Namreč, čisto na začetku sem rekel, da so imeli žovneški Celjani eno sijajno lastnost, da so vedno držali skupaj. Kaj torej to pomeni v tem trenutku? 6 otrok imamo. Načeloma bi se ozemlje moralo deliti. Če si lahko mislimo, da Konrad ni bil ravno eden največjih fevdalcev, niti ne v tem prostoru, kaj šele širše gledano, si lahko mislite, da če bi se ta posest zdaj delila na več delov, bi bilo konec vsakih sanj o neki močni družini. In tako so se bratje in obe sestri po očetovi smrti odločili za zelo nenavadno potezo. Ena hči in 2 brata so se odločili, da se ne bodo poročili. Torej, da ne bodo imeli družine, ki bi dedovala njihov delež. Torej, odločili so se vseh 6, da bodo premoženje upravljali skupaj, ga skupaj množili in polovica se jih je odrekla poroki. Kar je seveda bilo zelo zanimivo, ker se je s tem takoj avtomatsko zmanjšala možnost, da bi seveda se zemlja razdelila. Ena od hčera se je Konradovih poročila, je dobila čisto normalno doto. Gebhard, vemo, da zase ni zahteval zemlje, da je dobival neko apanažo in v končni fazi sta bila samo še 2 brata, ki sta se poročila in samo eden je imel otroke. Tako da vidimo delno zaradi modrosti, delno seveda zaradi matere narave, je ta zemlja ostala skupaj. Marsikatera družina, bi rekli po pravilu, bi ravnala drugače in s tem seveda popolnoma razbila svoje premoženje, kar bi vodilo v propad. Ampak žovneški niso bili taki. Žovneški so bili pametnejši. Tukaj vidite pečat Gebharda III. Gre za pečat iz te družinske listine. Namreč Gebhard je bil najstarejši izmed 4 bratov, Konradovih sinov, in kot tak seveda je bil najprej skrbnik nekaterim bratom, ki so bili še mladoletni, ko je oče umrl, in on je bil tisti, ki je potem ta družinski pakt naredil in seveda njegov pečat se je ohranil. No, tule pa zdaj vidimo seveda te ostale 3 brate. Vidite, vprašaj, za nobenega ne vemo, kdaj se je rodil, vemo pa, kako dolgo so skupaj vodili to posest žovneških. Vidite, da je pravzaprav Gebhard umrl zadnji, torej bil je najstarejši in je umrl zadnji, torej leta 91.
Če se vrnemo k temi, vidimo, Konrad II. Je bil 7 let soupravitelj ali pa sovladar, potem imamo Leopolda III., ki je bil 31 let, najmanj samo 1 leto pa je bil Ulrik I. Zakaj sem ga napisal kot zadnjega? Zelo enostavno, zato ker je ravno njegov sin nadaljeval rod. Ne Konrad, ne Leopold, ne Gebhard niso imeli potomcev. Ulrik pa. In njegov sin, ki se je rodil leta 55, je potem bil tisti, ki je seveda, bomo videli, zelo pomembno vplival na razvoj družine kot take. Poglejte, omenjeni trije plus Gebhard so seveda zanimivi iz enega razloga. Namreč v tem času so Žovneški prvič stopili na evropski politični oder. Druga polovica 13. stoletja je bila v našem prostoru, pa širše gledano v prostoru Srednje Evrope, vse preko dolgočasna. Veliko se je dogajalo, veliko je bilo neke dinamike in Žovneški, čeprav eno malo kolesce v tem velikem ustroju Svetega rimskega cesarstva, so igrali tukaj svojo vlogo. Predvsem Leopold III. Žovneški je bil tisti, ki je seveda, bomo videli, igral sicer majhno, ampak odločilno vlogo v dogajanju tistega časa. Zanimivo je, da se v tem obdobju ena od pripadnic družine, to je bila hči Ulrika I., Ana, poroči z Rudolfom Otonom Lichtensteinskim. Torej, on je bil vnuk slovitega Ulrika Lichtensteinskega, ki smo ga omenjali, ona seveda Žovneška, torej pripadnica te družine. In iz tega ven imamo seveda en že odgovor na to, ko sem omenil uvodoma, torej Žovneški so tudi predniki aktualnih vladarjev Lichtensteina. Lichtensteinski knez Hans Adam II. Je neposredni potomec iz tega zakona. Sem prepričan, da to ve, Nemci dajo veliko na rodovnik. Torej vidimo nekaj. Žovneški so že segali visoko. Seveda nihče ni vedel, da bojo Lichtensteinci nekoč knezi samostojne države takrat. Ampak dejstvo je bilo, da so bili pomembni na Štajerskem in ta poroka je bila seveda en lep dokaz, da so se Žovneški vedno znali poročati eno stopnjo višje. Mi smo zdaj še vedno 100 let prej preden, da bojo Žovneški postali grofi, ampak med ženami, ki jih dobijo, in seveda med soprogi, ki jih dobijo žovneške hčerke, ne manjka grofov. Vovberških, goriških, ptujskih in še koga drugega. In vse skupaj seveda kaže, da so bili tu zelo dosledni, da pa so očitno imeli tudi tako velik ugled, da so te grofovske družine, ki so bili en rang višji, spregledale to pomanjkljivost v rodovniku na račun drugih kvalitet. In to seveda ni nepomembno. Rekel sem, žovneški zdaj stopijo na evropski politični oder. Krivec ali pa tisti, ki je zaslužen, kakorkoli gledamo za to, je bil češki kralj Otokar II. Přemyslav, ki je seveda bil odličen vojskovodja. In vemo, da je razširil Češko, najprej na to, kar je danes Avstrija, Štajerska, Krajinska in Benečija. Prodrl je do Jadranskega morja. To je bilo edinkrat v zgodovini, da je Češka imela morje.
če hočete, v Tržaškem zalivu. To je bil tedaj češka obala. S tem je seveda Otokar si nakopal jezo številnih nemških knezov, namreč Otokar ni samo sanjal o tem, da bo ustvaril nek češki imperij, pač pa je seveda sanjal tudi o tem, da bi dobil glavno nagrado, torej če hočete krono Svetega rimskega cesarstva. To bi niti ne bilo nenavadno, ker v tem času imamo v Nemčiji eno obdobje, ko ni cesarja. Več kot 20 let se volilni knezi kregajo, prepirajo, kar hočete, umirajo na novo, jih postavljajo, pa ne zvolijo nobenega vladarja. Ponujajo se španski, angleški pretendenti in Otokar. Ampak Otokar je imel eno napako, bil je preveč močan. In zato so seveda volilni knezi rekli, bomo izvolili enega levega, in seveda so izvolili Rudolfa Habsburškega. To zgodbo poznamo. Tukaj le vidite Otokarjevo državo, lepo, kaj vse je imel. In vidimo nekako od Benetk pa dol do Savudrije je bila češka obala. In vse to dol je bila njegova država. In zdaj seveda se pojavi Rudolf Habsburški. Tukaj le imamo njegovo nagrobno ploščo v štajerski stolnici. Ko smo o Habsburžanih se pogovarjali, smo seveda veliko o tem povedali, zdaj ne bomo. Dejstvo je, da seveda se ta dva najprej malo grdo gledata, potem pa se spopadeta. Na Moravskem polju leta 1278 pride do spopada. V tej bitki Otokar II. Umre in Habsburžani pridejo v, mi bi rekli, Podonavje. Zakaj vam to pravim? Med tistimi, ki so se borili na strani Rudolfa Habsburškega, je bil Leopold Žovneški. Zelo pametno je zbral stran in seveda posledično bil na strani zmagovitih. Leopold ni bil tisti, ki bi odločal o nadaljnih potezah svoje družine, je pa seveda njegova prisotnost ostala zapisana, in to dobro zapisana, v glavi Habsburžanov, Rudolfa in tudi njegovih naslednikov. Torej, vzpon Habsburžanov, ki se zdaj začne, je pomemben, ker so Habsburžani s seboj navzgor povlekli tudi Žovneške. In to je tisto, kar je seveda ključno. V tem času se Žovneški lepo poročajo malo levo, malo desno, z goriškimi grofi, z ptujskimi gospodi. To so bile vse družine, ki so bile pomembnejše od njih, močnejše, bogatejše. Ampak očitno je bil ugled Žovneških tak, da ni bil problema se seveda poročiti en rang višje. Ulrik II. Žovneški, z njim bomo danes zaključili, je seveda tudi ena zelo zanimiva figura. Ulrik je bil star komaj 1 leto, ko mu je oče, to je Ulrik I., umrl. In je potem pravzaprav imel dovolj časa, da so njegovi strici, Gebhard, pa Konrad, pa Leopold, vladali namesto njega. In seveda, ko je zadnji od stricev, Gebhard, umrl leta 1291, je Ulrik II. Žovneški postal edini gospodar tega družinskega podjetja, če smem tako reči. In kot se je izkazalo, je zelo dobro se odločil v svojem življenju. Poročil se je z Ano Vovbrško, torej članico grofovske družine, ki je vladala Celju. Njun sin, kasnejši Friderik, prvi, je s tem postal avtomatsko tudi dedič Vovbrških, kar bomo videli, je znal idealno izkoristiti. Glejte, Ulrik je bil zelo pameten, postopoma je kupoval ozemlja,
Boste rekli, kako? Glejte, v tem času so bili številni plemiči v hudih težavah. Nekatere družine so izumirale, druge so bile zadolžene, tretje so se borile na napačni strani, torej proti Habsburžanom, in teh posesti je bilo ogromno. Kako priti do denarja? Zastavil si eno svojo posest, dobil denar in kupil drugo posest. V upanju seveda, da ti bodo dohodki toliko narastli, da boš seveda lahko to vplačal. Druga zgodba seveda je bila, da si se fajn poročil. Ulrik se je. In dota, ki jo je prinesla žena, torej članica grofovske družine Vovbrških, ni bila zanemarljiva. Potem so bili tu seveda še Judi, o tem bomo na naslednjem predavanju kaj več povedali, ki so bili pripravljeni denar posoditi, in če si znal dobro manevrirati, si se seveda lepo dvigoval. Ne čez noč, ampak 25 let smo rekli, Ulrik II. Vlada, in seveda se družina zelo okrepi. To pa je vodilo v velike spore. Namreč to, da so bili žovneški vedno bolj pomembni, je vznejevoljilo številne druge. Pa goriške, pa seveda oglejskega patriarha, pa krškega škofa, pa frajziškega škofa, pa ptujske gospode, in mi vemo, da se žovneški v tem času zapletejo v številne take majhne vojne, mi bi rekli tako, vojne med dvema vasema v tem smislu, ki pa seveda niso bile dobre. Namreč izčrpavale so premoženje Ulrika II. In kaj je Ulrik II. Naredil? Na videz je potegnil eno potezo, ki je njegov položaj poslabšala, ampak samo na videz. Leta 1308 je Ulrik v Gracu postal vazal avstrijskega in štajerskega vojvode Friderika Habsburškega. S tem je sicer izgubil ta položaj svobodnega gospoda, torej barona, ampak to vendarle ni bilo slabo. Zakaj ne? Tule imamo grb njegov, tule vidite pa v tej inicialki upodobitev Friderika Habsburškega. V čem je bilo seveda bistvo te podreditve? Zdaj je seveda Ulrik imel vso svojo premoženje še vedno v svoji upravi, imel pa tudi seveda zelo mogočnega zaščitnika. Namreč vsak, ki bi zdaj napadel Ulrika, bi seveda avtomatsko moral računati na to, da se bo znašel v vojni z Habsburžani. Seveda Habsburžani v začetku 14. stoletja še niso bili velesila, kot so bili 200 let kasneje, ampak vendarle. Torej, Ulrik je zelo pametno sklenil, boljše, da naredim en korak nazaj, ohranim, kar imam, in seveda počakam na ugodno priložnost, da se seveda stvari toliko uredijo, da lahko spet napredujem. In tako se je tudi zgodilo. Ulrik je sicer ostal vse do svoje smrti v fevdalnem odnosu do Habsburžanov, ampak njegov sin Friderik, ki zavlada leta 1316, je seveda to pametno očetovo potezo izkoristil do skrajnosti. Vidite, 4 letnice, kaj pomenijo? Friderik se rodi leta 1300, oče mu umre leta 1416, ko je bil fant star 16 let, in Friderik se izkaže, naslednjo predavanje bomo v veliki meri mu posvetili, za genialnega človeka, ki doseže, da ga leta 1441 cesar Ludvik Bavarski imenuje za grofa Svetega rimskega cesarstva, in 13 let kasneje, leta 54, njegov
naslednik, torej Ludvikov naslednik, Karl IV. Luksemburški, poznate Karlov most pa Karlov univerzo v Pragi, celjsko grofijo še poveča in jo naredi pravzaprav enako ali pa celo močnejšo od habsburških posesti. In to je seveda bilo mogoče samo zato, ker so žovneški pod tem habsburškim plaščem nekaj let uživali mir. Seveda je Friderik bil tisti, ki je nabral si ogromno moči in posesti, ampak če ne bi Habsburžani na začetku bili, bomo rekli, neke vrste dežnik, ki je varoval žovneške, bi verjetno do tega ne prišlo. Torej, v vsakem primeru, bomo rekli, Ulrik II. Je eden tistih temeljnih kamnov, da so žovneški postali celjski. Toliko za danes, čez en teden pa nadaljujemo.